Proč od oči, v zavetju svojih, naših. Se z iskrostjo, natančnostjo, vsestranskostjo, skozi dneve svojih in naših izrisujejo podobe Slovencev, uspešnih, predanih, zanimivih. Daleč proč ustvarjajo del tudi naše stvarnosti, ki jo pogosto čutimo manj zavzeto kot oni sami, manj ponosno. Morda pa se šele takrat in tam zavemo, kdo in odkot smo. Dragica Tesič je od nekdaj od tam in zmeraj od tu. Zrnom soli dopolnjuje ono tam, ko doda še eno, dopolnjuje nekaj od tu. Moja mama je Slovenka in ona je govorila slovensko, ampak ona je prišla v Sarajevo, v Bosno in Hercegovino in ona je zares želela učiti bosansko in ni mogla govoriti slovenščino in bosanščino z nami otroci. Tako da mi nikdar nismo govorili slovenščino doma, niti sem se ja učila slovenščino. Moja sestra je ovo leto je šla v šolo dopolnilnega, to je šola za odrasle slovenskega jezika, ker v Sarajevu, kjer ona živi, imajo šolo za odrasle in že eno leto ona gre to šolo in zdaj pa še govori slovensko že. Mogoče bom jaz tudi. Moja slovenščina ni tako dobra, saj jaz to vem. Mama je iz Šmartna pri Slovenj Gradcu in ona je učiteljica, delala je v Ravnem na Koroškem. A moj oče je bil posle tisti svetovni vojni, je bil vojak in je bil na meji v Dravogradu je služil in tu je poznal mojo mamo. Mama je bila zelo mlada, zares, takrat je imela komaj 20 let in to je bila zares, če pravijo ljubezen, ne vem kako rečete, na prvi pogled, zares. In oni so tako različni. Moj oče je iz Bosne, moj oče je bil vojak in je služil na meji, mama pa učiteljica in tako so bili različni po vsem, ampak ljubezen je bila zelo, tudi res snažna ljubezen. In potem smeje, oče je šel v Sarajevo in moja mama je šla za njim, je šla za svojo ljubezen. Prišli sta v Sarajevo 54. leta. In zdaj so še, hvala Bogu, so še živi in zdravi in živijo v Sarajevu vso to vreme in zdaj so imeli, 4. junija so imeli 60 let poroke. To je zares prava ljubezen. Zdaj možem reči, da je to bila prava ljubezen. Tako radi jih imamo. Jaz sem v 4. letni gimnaziji šla v Tuzli in tu sem spoznala mojega, takrat je bil moj fant. Potem smo študirala v Sarajevu, skupaj smo študirala in potem smo se poročili. Seveda on ni hotel priti v Sarajevo, pa nima rad Sarajeva. In jaz sem prišla v Tuzlo. In ko mama pa ata so govorili, da saj jim ni bilo prav, da grem v Tuzlo, grem od doma, veste tako. Pa je oče rekel, pa sem ja povedala očetu, pa pridem jaz nazaj, 1, 2, 3 leti, pa pridem ja nazaj v Sarajevo, to bo tako, zares tako. Pa mi je rekel, ne, ti ne boš nikdar prišla nazaj v Sarajevo, bom. In pa zares je tako bilo. Zdaj sem že 30 let v Tuzli, zdaj sem pa več let v Tuzli, kot pa v Sarajevu, kjer sem rojena. In da mogu reči, da sem povedati, da sem zares Tuzlanka. Zares zdaj mislim, da to nekaj, kaj nosimo v sebi, te naše korenine, so tu z nami, v našem srcu. Ampak mi smo kot otroci, moja mama je zelo lepo poje in ko smo bili mali, ko smo bili otroci, smo stalno peli slovenske pesmi. In upam, da je to tisto, što zdaj pravijo, da to, kaj otrok nauči do 6-7 let, to ostane v spominu. Kdaj gre ko poskušate, da to izvlečete od nekod, pa to pride samo s sebo. Ne vem kak, ampak tak je. Druga stvar, ki je mogoče zelo pomembna, a to je moja družina z mamine strani. To je zelo to je velika družina, njih je bilo 15 otrok, so bili 11 bratjev in 4 sestre so že.
In vsi živijo v Sloveniji, vsi so v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, to je družina Slugovih. Samo moja mama je šla daleč, je šla v Bosno. In mi smo taka družina, ki se zares imamo zelo radi in vsako leto mi imamo družinska srečanja, 40 let že. In tih 3, 4, 5 dni, ko sem v Sloveniji, grem pravzaprav na tista družinska srečanja. In takrat govorimo slovensko in se sluša slovenska glasba in tako in mislim, da mi je to. To so moje korenine. Moj mož je tudi, kako se to pravi, služil vojsko, ja? V Ljubljani. Je bil 1 leto v Ljubljani, 80. leta. Tako da se je naučil nekaj slovenskega, pa so ga moji bratranci in sestrične tudi učile, tako da nekaj ve. Znaj nekaj pesem, 5, moj očka ima končka 2, pa na planincah, pa tako te neke stvari. Pa smo, vedno, ko imamo tiste družinska srečanja, se pojejo tiste slovenske pesmi, tako da vsi to vejo. Moj očka ima konjička 2, obasa in pa pevaš imena, Moja vizija je bila tistega društva, da gremo naprej posebej s kulturnim programom. Dopolniteljni pouk slovenskega jezika, to je tak nekaj, kaj gre samo po sebi in je financirano od strane Ministrstva za izobraževanje, tako se pravi. Ampak to, kaj delamo na področju kulture, smo zelo ponosni, zato ker imamo i tisti ženski pevski zbor Slovenčice, imamo likovni krožek, tako da to, kaj delamo v Tuzli, to so tiste akademije, nastopi, razstave, likovne razstave in zares ljudje zares radi pridejo na naše dogodke, ko jih organiziramo. In mediji nas zmeraj pratijo s tem na kantonalni televiziji, na tuzlanski televiziji. Zmeraj grem, kako me kličejo, da gostem gost v njihovih oddajah, tako da že vejo za nas. To je naš cilj. Vso svoje življenje jaz delam kot arhitekt in kot urbanist. Jaz imam zelo rada svojo profesijo, zares, in zato mi ni težko delati. In na začetku, ko sem delala, je to bilo samo projektiranje, delala sem kot arhitekt, ko je delal neke projekte objektov. Potem ko sem prišla v Tuzlo, sem se specializirala za prostorno urejanje in urbanizem. In tako da tih nekaj 30 let ja delam na tem področju in dost tistih prostorskih planov in projektov urejanja to po mesti, što ste gledali in što ste snemali, sem bila del tega, del tima, ko je to delal, ili sem bil vodja tima, ko je to delal, tako da zares sem ponosna na to. Memorialni park smo delali, smo zares želeli narediti nekaj, ko bo ostalo za spomin na vse to, kaj se je, vse to, što se je zgodilo v vreme vojni v Tuzli, in smo to delali s poznatim našim bosansko-hercegovskim arhitektom, gospodom Zlatkom Ugljenom. Jaz sem delala v občinskom inštitutu za urbanizem in z njim smo skupaj delali ta projekt. Tako da Tuzla zares ima eno memorialno celino, kako bi pravili, območje, na katerem so vsi spomini na narodno osvobodilno
borbo, drugo svetovno vojno, za borce, kateri so dali svoje življenje v tisti naši vojni zdaj, in na tiste mlade ljudje, ko so zginuli 95. leta v centru, ko je z eno granato pravzaprav 75 mladih ljudi izgubilo svoje življenje. Jaz se ukvarjam s prostornim planiranjem že 32 let, to je zelo dolgo obdobje. In pri tem sem zares imela srečo, da sem delala v občinskem institutu za urbanizem, ki je bil zares, ko sem začela delati, sem imela ljudi, od katerih se moglo dosti toga naučiti. In potem, kako je čas protekal, sem delala dosti, je bil edin institut na tistem področju, na območju Tuzle in širše, tako da smo zelo mnogo dela naredili. Vse to izkustvo se zdaj verjetno je pokazalo, seveda. Zato za Bosni in Hercegovini saj sploh nimamo dovolj strokovnjakov, ki se ukvarjajo z prostorsko planiranjem in z urbanizmom. Zato, ker je to predvsem to vrsto dela morate delati z timom ljudi, morate delati v organizaciji in imeti to, da lahko delate z drugimi ljudmi, s ljudmi različnih strokovnjakov, tako da ni tako enostavno biti prostorni planer. Morebiti sem nekdaj zares v nekaterih svojih stavov zares trda in ne dam nekaj stvari, da se delajo posebej, ker prostor je zares, tako malo prostora imamo in tako veliko problema prostorom. In če uničite taj prostor z svojo zgradnjo objektov ali nekaj drugega, pravzaprav to ne možete popraviti. To ne gre popraviti. To ne morete več nikoli nekako drugo namen dati temu prostoru. Zato vem, da pravijo, da sem trda in da ne dam lahko na soglasje na pojedine planske dokumente, ki delajo pojedini inštituti, ampak to je samo zato, da se na nek način uvede red, kako se pravi, v našem prostoru. Saj ste vidjeli kako je, ko se peljete čez od meje pri Tuzli, koliko takvih objektov in imate ob cesti, in tako da sploh ne morete več primeru narediti eno magistralno cesto, koja bi mogla imeti karakteristike prave magistralne ceste. Ne vem, kaj bi moji otroci rekli na to. Jaz sem stroga predvsem prema sebi. Pa verjetno sem bila stroga i prema mojimi otroci. Zato, ker jaz mislim, da ako delate nekaj, da to trebate delati do konca s srcem in mi imamo en izraz v Bosni, se pravi otaljavati. Niste ga slišali. To je, kaj nekaj delate, sploh ni važno, bitno je, da to končam, pa ni važno, kako sem naredil. Ja ne maram za to. Če nekaj delaš, ga delaj tako, da bi bilo dobro in najboljše, kar moreš, ili ga ne delaj sploh nikak, bi to bilo boljše. Moji otroci so zares, ko so bili majhni, živeli v enem, ko Sonja je imela 5 let, sin Boris je imel 8 let, ko je začela vojna. Zares so pogoji za njihovo življenje in za njihovo izobraževanje bili zelo težki. In
Oni so i hčerka in sin so končali i osnovno so šli v dve šoli in osnovno šolo in glasbeno šolo in v osnovno in v srednjo šolo. Ja, pa saj sem bila stroga, ko so morali iti čez dve šoli, ampak samo zato, ker so i eni in drugi imali talenta za glasbo. A jaz upam, saj sem verjela, da zares je glasba nekaj in sploh glasbeno izobraževanje je nekaj, ker je kultura vsakega človeka in to nikak ni preveč. Tako da sin je končal srednjo glasbeno šolo in je to, što je za njega pomembno, a to je, da je 94. leta, ko je imel komaj 11 let, bil najmlajši učenec, ki je imel solistični koncert sam v hotelu Tuzla. In to je bilo zares, jaz ne morem tega zdaj objasniti, kako bomo to razumeli. Ko je vojna, ko je bilo granatiranje, med dva granatiranja ni bilo elektrike. Elektrika je bila samo v hotelu Tuzla. On je imel enega zelo dobrega profesorja, to je profesor Stanković Predrag, ki je zelo dober profesor zato, ker je rad imel otroke in ker je dober pouk otrokam, dobro delal z otrokami in ki je v vojni šel s svojim kolesom domov otrokam, da bi jim držal, da jim bi imel z njim pouk. To je zares entuzijazem, morate povedati. In on je rekel, da je Boris talentiran, jaz sem mislila, da ni. Po mojem, on je bil talentiran. On je rekel, da je in je rekel, da bojo imeli za eno leto 92. in 93. je on delal z njim in je rekel, 94. bomo imeli koncert. Ja, vojna je, pa smo, kaj bomo imeli koncert 94. Ampak zares, oni so pripravili koncert in v decembru 94. med dva granatiranja v hotelu Tuzla je bil koncert. Je bilo dost naših someščanov, čez 100 someščanov je bilo, so prišli v hotel, pa je to bil zares dogodek, ne vem, kako bi vas to povedala, tako smo vsi bili srečni, ki smo v takvih pogojev napravili tako veliko priredbo in vse. Potem je vse šlo svojim tokom. Boris je, ko je potem dobil vse glavne nagrade, prve nagrade na državnih prvenstvih, potem in na evropskem nivoju in zares je se, pravzaprav je njegov profesor bil zares prav, ko je povedal, da je on talentiran. In na koncu je končal na Royal Collegeu v Londonu in tam je končal študij. Potem je v Maastrichtu delal magisterij in zdaj je končno, medtem je imel koncerte po Evropi in po Ameriki in zdaj je končno v Kasselu v Nemčiji, tam je profesor na glasbeni akademiji za kitaro. Znači ni tu. Tukaj je zares, Boris je hotel in moji otroci so želeli zares ostati v Bosni in Hercegovini. Medtem, kaj ste me vprašali včeraj, ko smo govorili, v Sarajevu ima glasbena akademija samo v Sarajevu in v vzhodnem Sarajevu, tako pravimo, tudi ima. On je v vzhodnem Sarajevu mogel biti edino asistent. V Sarajevu pride profesor iz Beča, iz Dunaja, da, in v vzhodni Sarajevo pride profesor iz Beograda, za njega pa ni bilo mesta. Zdaj pa je v Nemčiji, mogoče je to. Hčerka je tudi končala i gimnazijo i srednjo glasbeno šolo. Ona je igrala klavir in strastno še želi, piše pesmi, komponira, snemala je nekakšen DVD, a končala je študij na Američkem koledžu za menadžment in tehnologijo, je pravzaprav ekonomski menadžer ekonomije, tako nekako bi ja to prevedla.
Zares mi je slovensko težko govoriti. Jaz upam, da mi ne boste zamerili, da je tako slabo govorim slovensko. Pa saj sem vam povedala, da sem stroga prema sebi. Otroci govorijo, Boris govori angleško in nemško, Sonja govori angleško, španski, nemški, slovensko pa ne govori. To moram povedati, ko je bila vojna, pa saj otroci niso mogli iti ven, niso se mogli igrati na prostoru, pa smo ves čas bili v stanovanju, v eni sobi. In tedaj Boris je igral kitaro, jaz igram harmoniko, pa smo si peli tak slovenske pesmi, pa smo si peli še druge pesmi. In jaz upam zares, da nas je, kak pravijo, da nam je glasba zelo pomagala, da tiste težke pogoje, ko smo jih imeli zares, lažje prebrodimo in tako. Ko je bilo zares hudo, pa sem pomislila, da bom šla v Slovenijo in da bom tam skupaj z otroci odšla in živela tam. Saj moja družina se tam že povedala, da nas je zares dosti in vso vreme so mislili na nas in mislim, da ne bi bilo težav. Ampak to, kaj mi je, in zdaj moji otroci so me vprašali, kaj je to, zakaj to mi nismo odšli iz Tuzle in vso vreme vojne smo mi zares bili v Tuzli. In jaz sem samo rekla, moja mama in oče in moja sestra so bili v Sarajevu, tam veste, da je bilo zelo hudo. In enkrat, ko smo se čuli z mamo, pa sem povedala, a gremo v Slovenijo, ako greš ti v Slovenijo, jaz grem. Ona ni hotela iti, ni hotela ostaviti svojega očeta, pa sem ja rekla, pa ne bom ni jaz svojega moža pustila, tu pa bom ostala. Tako da to je mogoče bil taj prelomni trenutek, da ja nisem odšla v Slovenijo. Zdaj imam rada Tuzlo, imam rada svoj poklic, imam svoje prijatelje in vse skupaj, tako da mislim, da ne bi šla v Slovenijo živeti, ampak rada grem v Slovenijo in mogoče bom zdaj bom imela več časa, pa bom, ko grem v Slovenijo na tista družinska srečanja svoja, bomo ostali mogoče malo večji period, ne samo 3-4 dni, ampak mogoče 10 ili mesec dni, ne vem, mogoče ko bom šla v penzijo, tako pravite. Jaz zmeraj uživam Slovenijo, Slovenija je del mene in mojih korenin in jaz sem zelo srečna, da kažem, da imam dve domovini, da imam Slovenijo, da imam Bosno in Hercegovino, to je eno zares eno bogatstvo. Slovenija so moje korenine.